Zdravo, jaz sem Sofija Urumovič, študentka magistrskega študija oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovno-tehnični fakulteti v Ljubljani. Sicer tudi članica kolektiva Young Get Squad, ki je del širše platforme Squad. Na Erasmus prakso sem šel v bistvu v London, v oblikovalski studio Roksande Jelinčič. In sicer zato, ker mislim, da je skoraj da nujno potrebno, da se poleg klasične univerzitetne izobrazbe pridobi neko znanje tudi izven fakultete. Praksa je v bistvu izgledala tako, da smo v kreativnem studiju bili razdeljeni na različne oddelke. Sama sem delala v dveh oddelkih, in sicer najprej v productionu, potem pa v samplingu, ki je povezava med dizajnom in produkcijo. Delo je pa potekalo tako, da smo v bistvu od jutra načeloma do popoldneva oziroma večera delali, potem pa, ko se je tempo stopnjeval in je bilo dela vedno več, ker se je bližal londonski Fashion Week, smo pa ostajali tudi do zgodnjih jutranjih ur. Mislim, da je koristna predvsem zato, ker takega znanja ne dobiš na fakulteti oziroma se na fakulteti učiš o teoretičnih stvareh. Tako pa imaš možnost končno videti, kako stvari potekajo v dejanskem življenju, v dejanski modni industriji. Tako da je v bistvu čisto nova izkušnja iti v prestolnico mode in delati z ljudmi, ki pač se ukvarjajo s tem, se preživljajo s tem, biti del tega ogromnega mehanizma, ki vsako leto ustvari ogromne količine denarja, ogromno količino produktov in pač vedeti, kako stvari dejansko funkcionirajo v realnosti. Študenti se ne odločajo za udeleževanje različnih praktičnih usposabljanj v tujini, predvsem zato, ker so kot vedno nekako problem finance. In štipendija, tudi če je in za katero smo seveda zelo hvaležni, je še vedno prenizka, ker so ponavadi največje možnosti za prakso v razvitih evropskih državah. Največje možnosti so seveda v Franciji, Angliji in pa v Skandinaviji, kjer pa je standard zelo visok in žal štipendija ne zadostuje niti toliko, da bi pokrila osnovne življenjske potrebe. Tako da so vedno potrebna neka dodatna finančna sredstva, prihranki, ki jih potem vložiš in izkoristiš na ta način, da vložiš vase in investiraš v svoje znanje, ki ga pridobiš na ta način. Ker si samo tako družbeno koristen.